dec, tole ISO pa te stvari, to treba zgleda še naštudirati. Ja, če daš ISO pri obeh isto, pa je isto svetlobo nastaviš, ne? Potem bi mogel biti isto. Z nami pa že gost David Koprivšek, dame in gospodje. Kaj ne veš? A ni, je sveto eno. Stari, to je tako. Ej, ti kar v letu kader. V letu bomo kader. Jo. Zdaj ne vem, tole bo, pač je, kakor je. Serido. Sej ne bo predolga, veš, tako da ne bo, da Lahko tudi 15 minut. Madonca. Evo, se je že začel. Dober začetek. Dober začetek. Oziroma slabš smo začeli, pa smo pa še malo popustili pod koncem. A to govoriš o svoji življenjski zgodbi o teku. Ja, škoda, malo sem ven padel. Dolg nisem nobenega klele intervjuval. Ja. A dej, to smo poštudirala. To smo poštudirala. Zdaj pa še poštudirati, koliko bliz moram imeti. Če sem dlje, je v redu. Tako da ga imaš nekje v radarju, ja. Ja, to sem mislil. Bližje je boljše. To sem mislil svoji govoril vedno. Moraš ga imeti v radarju. Ej, čakaj, no. Se počasi bo igrala. Mi je pa všeč, da vsak gost dobi bacile od prejšnjega gosta, ko moraš biti bliz mikrofona. Ma ne, se to, veš kako je, naredimo teste prej pa to, veš. Ti mi samo povej, da je bila kakšna... So že tudi na vratih. Da je bila kakšna lušna pred mano, da ni bilo kakšen... So že tudi na vratih obračala, veš, ne? Ej, dec, deva, takole, da se novo zapletala z mikrofoni, lepo, da si priletel. Ja. Po, ne vem, ne bo šla zdaj v detajle, ampak mislim, da je že lep cajt. A veš, po čem vem, da je že kar neki cajt od tega? Povej. Potem, da si ti, evo, kle si jih prinesel, vmes napisal že 2 nove knjige. Ja. A je tako? Zdaj pa to ne ima, pomeni, da jaz prehiter pišem, ali pa se mi dva premalo vidva. Dobar, klele bi bilo lahko 1-1, ne. Vse se začne z 1, evo, glih, kaj si rekel 1-1, evo, glih pred zadnji knjigi, vse se začne z 1. Vse se začne z 1, dej, čak sem tole. Takole zgleda, a to si, ta je predzadnja? Ta je predzadnja, ja. Ta je predzadnja, dej, mislim, da je tistale kamera, evo. Se pravi, to je v bistvu nadgradnja prve knjige? Tako, mislim nadaljevanje, oziroma ja, nadaljevanje. Lahko rečemo tudi nadgradnja, okay. Oziroma, tam si postavljal vprašanja, tle pa odgovore. Tle pa rešitev. Čeprav zapisana. Vprašanje, kdaj bomo res prišli do rešitve. Okay. Po tvojih ocenah? Nikoli. Bodimo realni. Ali pa saj ne v našem cajtu. Ja, ali pa v cajtu našega bivanja na tej prelepi zemljici. Po moje so se že faraoni sprašvali, kaj bi naredili, pa še do danes nismo prišli do rešitve. Ne, ja. Ne, koliko misliš res? Bi rabili, kva 500 let? Pa po moje ne bi rabili veliko let, ampak veliko bolj sodelovanja med nami, no, se mi zdi. Leto je rešitev, no. Tega je malo, ne? Ja, vedno manj se mi zdi. Tega je individualizma. Se pravi, ampak je pa dobro se v teh zadevah konkretno sprašvati, ne? Ja. In več, ko se nas bo v teh zadevah sprašval, prej bomo prišli do rešitve. Oziroma vsaj do nekega spoznanja, no. Ja. Bomo delali več tok napak, se mi zdi. Ja. Kaj pa druga knjiga, dec? Tale pa čist kontra, to je pa ena klasična ljubezenska zgodba, Izgubljeni kompas, če lahko pokažem, oziroma lahko ti pokažeš. Bom jaz pokazal, Tomaž, če smem. Seveda. Dobro, tega zadnje ne bom bral, nočemo preveč izdati, lahko pa ti v parih stavkih poveš, za kva se gre. V bistvu gre za ljubezensko zgodbo enega mladega fanta, ki se zaljubi v eno punco. Pa ni prepričan, ali bi bil z njo. In vmes, ko se odloča, se zaljubi že v drugo. Okay. Pol je pa v bistvu skozi precepil in na koncu mogoče naredi napako, ali pa tudi ne. Aha. A še tretja punca tudi pride vmes, ali se pri dveh ustav? Ne, čakaj. Kaj pa bilo pa daljše? To bilo pa že malo preveč za njega. Mogoče tudi za bralce. Ja, mogoče tudi za bralce, se pravi. Pa da ostanemo na teh nekih 200 straneh, za vsako 100 strani, a ne? Ja. Pa še enkrat pokažeš naslovnico, ki je res izredna, no, to mi je ena gospodična naredila, izredna naslovnica, no. Top. Te še nisem prebral. Pa jo boš. Pa jo bom, absolutno. Ne vem, Tomaž, če bom iskren, meni ne ratuje pisati nikakor, sploh ne na redni bazi,
Tako da meni se je komplet ustavil proti drugi knjigi. Res, zdaj že miruje, oziroma ne napreduje pol leta ali pa še več. Pol mi povej, saj dobra novica, da se prva še vedno dobro prodaja. To je dobra novica. Prva je bila pa kar dobro sprejeta in je to zame to. No vidiš, mislim, če si ti v bistvu za vse sam, tako kot smo pač samo založniki, ne? V bistvu ti toliko energije vlagaš in v marketing, potem moš sam prodajati, sam voditi računovodstvo in v bistvu ful je težko najti čas za pisanje nove knjige, ker pol prva stoji v bistvu, ne? Tako je. Ko ti eno napišeš, ti moraš pač kakšno leto, moraš ti se ukvarjati s tem, da to promoviraš, a ne? Ja. In je čisto normalno, tako pride pol do prodaje dejansko. Tako ja. Ker jaz v bistvu pri prvi knjigi napisal sem jo, in to je šele z velikim veseljem pa vse, ampak to je kaj, to je polovica ali pa še manj kot polovica po moje dela. Ja. To je v bistvu moje dobrih 30%, no. Ja. Bolje pa treba najti, kdo ti jo bo prodajal, najti treba pač. Ti si tudi v bistvu sam za vse klele. Za vse sam, ja. Ja. Tako da. Pa koliko si jih do zdaj napisal že? 5, 6? Ta zadnja je 7, ja. In misliš s tem nadaljevati? Vsaj do 10, no. 10 je tista številka. 10 imaš? Ok. To pa tega pa nisem vedel. Letos bo še ena prišla. Še ena ali pa 2, no. Se pravi, tvoj proces pisanja je, kdaj se to dogaja? Kolikrat na teden? Ob katerih urah? V bistvu sploh ni tako, no, da bi rekel, zdaj bom pa od 5 do 6, pa pač tudi ne, kadar imaš čas, ampak kadar prije en tak trenutek, no, v bistvu, ali pa, ko greš na potovanje, to se mi zdi najboljše, ko greš na potovanje, odklopiš službo, odklopiš vse, največ na avionu, ker veliko potujem, na avionu se odklopi tudi telefon, ogromno ljudi vidim na avionu, Daj povej tamle, kam potuješ največ, one take zelo eksotične kraje, ne da? No, zdaj tako. Najrajš, to so dve različne stvari, najrajš ali pa, ker moram zaradi službe, a ne? Mislim, potujem dobro, recimo v Irak, v Saudsko Arabijo, Dubaj in take. Ni to najrajš, niso najljubše destinacije, bolj so ljube tiste počitniške, poletne destinacije, ampak vse na te destinacije, ko potuješ, ogromen spoznanj, dobiš ogromen ljudi spoznaš, dobiš veliko zamisli in pač to strneš v kakšne zgodbe, no. Ja. In tudi dobro, ker si res si odklopljen, no, ko greš, se mi zdi, v tujino, no. Pa ne, da bi te tle kdo motil, kaj preveč, a ne, ampak tam si res fokusiran v bistvu nase in pač tudi izhajaš pol iz tega, no, da napišeš stvari, ki jih imaš v glavi, a ne. Ja. Nabiraš material, ne? Ja, dejansko, ja. Sicer sva pa mislim, da o tvojih potovanjih pa izkušnjah, pa kaj to pomeni iti zdaj v teh cajtih, Irak ne, in podobne deželice, v najnem prvem intervjuju, ne? Ja, res je, to se še spomnim. Obdelala, ne? Pa še nekaj stvari je v sklopu tistega intervjuja bilo rečen. Je pa to reči kar dolgo nazaj in moram reči, da tudi od ta zadnjega mojega intervjuja je minil že kar nekaj cajta. Ampak to moram tudi jaz podariti. Gre tudi za eno stvar, ki je David v bistvu pripravil en nov studio. To je v bistvu tle oproščen, ki je šlo za eno selitev iz enega kraja na drugega. Dobar, to je res, pa mečkan sem upgradil tole mašinerijo, ki pa ne vem. Moraš še prijeti, tako kot so gorila prej se je tole začel, moraš še prijeti do tega, da vstopiš v studio, prižgeš gumb in se laufa, da ni treba pripravljati mikrofon, kamero, ker to ti je ogromen. Da ti ne vzame ene ure. Časa, energija, ne? Ja. Eno uro. Ja, eno uro, ja. Eno uro, pa vse stestirati, pa to, pa še zdaj nisva več izziher, kako bo vse skupaj spadalo. Točno tako, ja. Tako da sva rekla, v prvi vrsti je najbolj pomemben to, da si pri letu, ker se res dolgo nisva videla. Točno to. Tako, v drugi vrsti, da stestirala tole aparaturo. Če bo pa še za objavo, bo pa še objavila. Ja, če bo za objavo, boste videli, če ne bo za objavo, pol tega sploh ne gledate. Ja, bo pa za lastni arhiv, ampak lepo, da sva omenila vsaj tale razpon v času, pretopljeno 2 knjige. Točno tako. Sem imel pa še zdajle, še na koncu jezika sem imel eno vprašanje. Čakaš ga, ampak se ga delo ne bom spomnil, tako da lahko nadaljuješ tisto prejšnjo misel. Tomaž, sodeluj. Ja, sodelujem, evo. Že sodelujem, ne? Ne, sem se že spomnil. Veš, kaj sem se spomnil? Treba poudariti,
da je tole čisto spontana debata. Se to je najbolj žgani. Pred priprav v zvezi s temami, pa o čem bi se menila, tega ni bilo, vsaj danes ne, ker je bilo vse drugo bolj pomembno, smo že omenili. Ampak zakaj si ta prava oseba, tako lepo tokam cajto, da se ne vem, vzpostavi sistem pa to. Zato, ker tudi sam poznaš malo tole sceno snemanja. Ja, res je. A je tako? Se tudi malo sam s tem ukvarjaš. Tudi dobro je pol videti, recimo, ko prideš nekam, ko vidiš te priprave, tudi veš res, koliko je dela vloženega v to. Ko gledaš recimo kakšen intervju, 10-20 minut, v zadnji je to 3 ure dela, ali pa več, mislim večinoma več, no. Pač priprava 1 uro sigurno, da pripravaš, potem pa montaža, to je pa najtežji del. Pa kakšen je tukaj razpon, ne? Recimo one man band, v mojem, tvojem primeru, pa pol, ker si že to neki cajta pač delaš. Vse to se mi zdi v bistvu pri vseh poslih, ne, tako no. Isto pri knjigah, ne. Ljudje mislijo, pač napišeš, recimo 2-3 mesece pišeš, lahko tudi 1 leto, ne. Ampak cel razpon tega, koliko ur je vloženega, od izdaje računa do tega, do kode dobiti. Pa kva vse se mora zvrstiti, pa poklopiti, da lahko mogoče enkrat res prideš na nivo, kjer sodeluje, ne vem, v tvojem projektu ali pa v projektu na splošno več ljudi, ne? Pa da se delo porazdeli, ne? Zato pa se mi zdi, da je ključ, da to delaš z veseljem. Točno to. Drugače, vsakič, ko eno stvar zaključiš, rečeš, dosti je, nikoli več. To je pa tema mogoče, ali pa rdeča ni tega pogovora lahko, ali pa kar naslov intervjuja. Hotel sem te vprašati, kakšne so pa, imaš kakšne ambicije v smislu, ne vem, YouTube kanala, nasplošno to vrstne? Ambicija je v bistvu s knjigami prideti v tujino, mogoče kakšno knjigo dati tudi v film. Knjigo v film? Ja, mislim, da bi se odpirajo teme, Kamere teče! Ne, to v bistvu, te zgodbe, ki jih imam, no, so take, v bistvu, da bi se dal posneti kakšen film oziroma nadaljevanko, no. Tako da tle še raziskujem, kako pride do pravih ljudi, no. Ker seveda, se veš, kako je v življenju. Ni tako, da ljudje pridejo do tebe, ti moraš priti do njih. Ni tako, da bi zrnec bil v vrsti postavljen pred vrati. Mislim, da ne, no. Če pa slučajno gleda, pa nič 3-1, pa tako naprej. Ne, v bistvu, ti moraš prijeti, ti moraš v bistvu težiti ljudem, dejansko, da oni pač povohajo tebe, ne? Ker oni ne vejo, da obstaješ, no. Tako. Je pa pri vseh stvareh, ki se jih lotaš, v bistvu se mi zdi, da ko gledaš ti sam sebe, svoj proces ustvarjanja, ti vidiš, koliko je ogromen dela, ampak drugi ljudje, recimo pri knjigah, recimo, če sem konkreten, založniki, oni ne vejo, da ti obstajaš in ti daš eno knjigo ven in oni vidijo samo naslovnico, ne? Oni ne poznajo ozadja tebe, nič ne poznajo, ne? Tako da moraš v bistvu biti ti res ustrajen, no? Pa ta konsistenca, no? To je v bistvu najbolj pomembno, no? Da kad te 10 ljudi zavrne, ne? Ti rečeš, da se nič ni zgodilo, gremo naprej. Da si bliže unmu daju. Ja, točno to je, ja. Vedno, evo, dobro si povedal, ja. Da, lahko dobiš samo, če ustrajaš. Ampak računi, ne, že pri knjigah, pa založništvu, pa to, kva še le pri filmu? Ja, to je pa po moje pot. Kako mora biti to težko zraven prijeti? To je pa po moje maraton, no. To bi ti bolj več vedel, kaj pomeni maraton. Ja, maraton, Ja, to je ena zadeva, katerja je veliko. Mislim, veš kaj, na koncu moraš tudi vedeti, jaz sem recimo filme, sem dosti raziskoval, sem govoril z režiserji pa to. In na koncu je vedno budžet, na koncu, no, v bistvu, koliko bojo iz tega iztržali, ne? Ti imaš lahko zanimivo zgodbo, vejo, da bojo gledalci, ampak če ni tržno zanimiva, da bo pač pokrila celotno produkcijo, pač... Je tistih nejo... se bojo vlekli, ne? En kufar, ne? Ja. Tako da, kjera zgodba je pa tista, pa pač se sami odločijo, ne? Ampak dobro, nisi klele v končni fazi, nisi časovno omejen, nisi si rekel, to mora biti do takrat pa takrat, ampak to je nek življenjski projekt. Če se enkrat izide, če se izide, če se ne, pač pa probaš, ne? Knjige recimo pa izdaje je malo bolj pod tvojo kontrolo, še vedno. Točno tako, ja. Kaj pa to so že 2-3 neanse ustvarjanja. Kaj še počneš, da se izraziš? Kaj še delam? Delam pač službo, normalno, ne? Ja, to smo tudi, to mi je ogromno vzame od pisanja, kakšnega snemanja vmes, kot ti tudi, ne? Potovanja obožujem, to mi je res, tako mislim, da tudi ti, no, sam premalo časa si vzameš, tako kot se vsi, ne? Yes. Ja, pa šport tudi, no. Šport, ne? Dih imaš malo zategnjeno ramo. Malo mi je ramo zategnjeno, ja, tako da to je dokaz. Ali pa premalo športu. A si premalo športu, ali si preveč naložil na bench? Enkrat, ja. Po moje sem preveč naložil. Preveč si naložil, dobro. Bomo sanirali. Poznamo ljudi,
Aha, ja, to pa že. Me še malo posla si ustvariš. Poznamo ljudi, ki bodo to zrihtali. Rekel, če z blogom ne bo zaslužka, imam pa tudi par kontaktov od fizioterapeutov in tako naprej, pobiram procente. Še ena stvar, ki so jo, jaz so se prej milijon stvari zmenila, prej so začela snemati. To ni res. Kako da ne. Sploh je malo manj, ampak smo pa bili številki bili. Ena stvar, ki mi je tako, ki me fascinira pri tebi je, da ne piješ kave. Res je? Ker dejansko poznam zelo malo ljudi, Ja. ki ne pije kave. Pa poleg tega ne piješ alkohola. Pika. Pika, ja, čist. In to že včasih sem ga, pa sem se pa kar odločil enkrat. In to že koliko cajt? Pa to je že 5 let po mojem. Nula. Nič. Me sploh ne premakne res. V bistvu sem tudi prišel z tega stališča, oziroma z tega razmišljanja, da pač, ko si nek v družbi, ko je 40 ljudi, pa recimo vsi pijejo, da priješ do tega, da te sploh ne gane. V bistvu začneš se ukvarjati sam s sabo. Ker recimo, zakaj bi drugim ugajal pri stvarih, ko v bistvu tebi nič dobrega ne naredijo, recimo, Pa ne gre tle, recimo, za alkohol, da ne bo tako mislil, pač če enemu ustreza, go ahead, Pa isto kava, če ti paše, vse moje tudi ni moje zdrava, recimo, mogoče, ne gre za to, ampak pač, če se nekaj odločiš, drž se tega, naj te drugi da ti drugi ne spremenijo tvojega razmišljanja, pač ostani to, kar si, Se pravi, kavo si pil tudi? Ne, kave ne, izključno zaradi tega, ki mi pač okus ne odgovarja, Zaradi tega pijem čaj, recimo, Ja. Ampak alkohol mi pa enostavno mi ne odgovarja, res. Ne da mi energije, ki se mi zdi, da bistveno v življenju, Dobre volje si, recimo 15-20 minut, pol ure, ampak kaj sledi potem, pa mislim, da vsi vemo, Ja, kakšen davek se plača, Ja, točno to. Drugače, ja. To z obrestmi. Ja. Ne, veš, zakaj sem tudi to vprašal, ali pa izpostavil to kot zanimivost, čeprav... Vem, da imaš ti zdaj trenutno 40 dni brez alkohola. Se zdi taka zelo velika vrlina. Ja, zato ker smo lih v tem obdobju, Mi smo lih, Mika pa kakšen perček, ko se en radi kdaj spijemo, smo pa lih pač začeli. Pa s tem nič ni narobe, s tem ni nič narobe, ampak če ti recimo ga nočeš, pa da priješ v družbo, pa da te družba persil, da to, je pa mislim, se mi zdi dosti narobe, da nekaj delaš kontra sebe. Na splošno, jaz mislim, da tega je preveč. Ja. Čistko. To je čisto res. Ja, pač alkohola, pa poveličevanje alkohola v naši družbi predvsem to se mi zdi, je absolutno preveč. Vse tle gre pri alkoholu, se mi zdi res, tako, kot se rekel, je poveličevanje, sploh mladi, recimo 15 let stari grejo ven žurati, Oni ne pijejo, ker jim je všeč okus, se vidiš že po grimasah, ki pijejo, pa se tako grimasirajo, Ampak se gre za onih 15 minut, ko si prej rekel. Pa ne tudi za 15 minut, da se dobro počutijo, ampak da se dobro počutijo, ko so sprejeti v družbo, Se mi zdi, to je večji problem, Ja, sprejetost, In v bistvu si ti sprejet med ljudmi, ko v bistvu te sprejmejo zaradi tvojih dejanj, ne pa zaradi tega, kar si, ker je pa ful napaka, Ja. Tako da, in lih iz tega pač naslova davka, ki ga pušča to za sabo, da govori o alkoholu, mogoče ne toliko o kavi, davka, pa... v bistvu vse stvari so v življenju take, veš, če se ti preveč prilagajaš drugim, da bi te pač sprejeli na podlagi, da si isti kot oni, pa ti v bistvu začneš zgubljati samega sebe, se mi zdi. Bodi to, kar si, naj se svet prilagodi. Bravo. No, vidiš, pa si mogoče to en del rešitve. Ja, absolutno je. To se mi je zdelo, zanimivo, recimo izpostaviti, že zato, ker smo v tem obdobju, tako kot sem rekel. Jaz sem se tudi zavezal zdaj, pač ta obdobje, ko teče... Kdaj je zadnji dan? Hvala Bogu, se izide do rojstnega dneva. Kdaj je to, da te pokličem takrat, da me neko nadaljuj? 4. Evo, 5.4. te pokličem. Ne, David, ne. Ne, se bomo videli, kako bo to potekalo. Ker vem, kakšni so res, koliko je v bistvu plusov, če se tem stvarim mislim, da se vsak človek se odpoveš, ne odrečeš. Mislim, da vsak človek se mora pri sebi odločiti, da pač dela, kar mu ne odgovarja. Če enemu odgovarja, da spije 3 pere, pa se dobro počuti, pa se drug dan dobro počuti, pač nadaljuj s tem, če ti je v redu. Če ti pa ne, pa da se samo to delaš, da se prilagodiš drugim, da jim ugajaš, to je pa pač se mi zdi napaka. Ja.
Kaj nasplošno počneš, leto mi prej zdaj v tem cajtu, a imaš kaj prostega cajta, ali si skozi v službi? Prostega časa imam bolj malo, ampak si ga vzamem. No. Mislim, vzeti si ga moraš, no, v bistvu, ker drugače te vse povosno. Tako da moraš si dati en limit, tudi tako, kot si daš za službo, recimo 8 ur na dan smo v službi, si daš tok, si moraš tudi za prosti čas, se mi zdi, planirati. No. Ne, si rečeš soboto od 5 do 8 je čas zame. Tega se moraš držati. No. Ja. To se mi zdi, da vsi preveč delamo napako. No. Služba je 176 ur na mesec, to se nam zdi normalno. Pa je verjetno v tvojem primeru še kakšno več? Ne? Ja, recimo, pa je prijetno 200, da bi pa 1 uro se posvetili, to pa ogromno ljudi pravi, nimam časa. 1 uro ima vsak čas, ali pa več na teden. No. Pač moraš se zorganizirati. No. In kaj v takem primeru, ko narediš? Sauna, bazeni, pač sprehod? Ja, sauna, sprehod, bazeni. Meditiraš kaj? Tudi, priznam. Ja. Tako, mislim, ne vem, če bi rekel temu meditacija, ker se nas poznam toliko, priznam iskreno, to mi lahko ti malo več poveš, ampak tako se pač znam umiriti, recimo, da si v sobi brez telefonov, tudi brez muzike, da malo razmišljaš, da malo se ustaviš, se mi zdi, no, tako. To je da malo ugotoviš, koliko malo potrebujemo v življenju, da imamo vse, no. To se mi zdi, no, res. Koliko malo res rabaš, no. Ker jaz dala lep cajt nisem, sem pa lik danes zjutraj. Ja, no, evo. Ne vem, 4:30 sem bil že po koncu. To mi je fascinantno pri tebi te ure jutranje. Ja, lej, če grem normalno uro spat, se pravi, to je tam 9 pa še malo, se 4:30 se kar avtomatsko zbudi, ker to je 7 dobrih ur spanja in če so lepo od spanja te ure, je to zame to. Se to obstaja ena knjiga, tudi o 5 vstani in svet ti bo ležal na dlani. Ja, to mislim, da je Robin Sharma, mislim, da je to napisal. Ja, in sem se rekel, kdaj pa če ne zdole, in sem se usedel na kavč, zravnal hrbet, za razliko od zdole, ker sem malo kriv klele. In 20 minut ali pol urce, sem se probal osredotočiti na dih, pa odmisliti vse stvari. Koliko misliš, da sem bil uspešen? Zelo. Ne, nisem bil. A nisi bil? Totalno neuspešen. Kaj te je matrala? Kaj si razmišljal v glavu? Jaz sem mislil, da si se zdaj še rekel, če sem se odklopil. Ne, pa hoče biti realen. Mislim, se je prav, da si realen. Čim bolj realen. Ne, hoče reči tudi... Kaj je bilo tisto, da te je zmotil? Ne, to so neke neke razmišljanja. Misli, dnevna opravila, nekaj od včeraj, nekaj, kaj bo jutri skozi uletalo. To sem tudi pri sebi videl. Če premalkrat se odklopiš, ali v bistvu tako 6 dni delaš na polno, pa en dan se odklopiš in ta razmerje ni tako dober. Mogoče bi mogel vsak dan si vzeti pol urce. Točno to, pa smo spet pri konsistenci. Isto je s fitnessom, veš. Če boš ti enkrat na teden treniral, boš moje cel življenje imel muskel fiber. Če boš pa 3krat na teden, bo pa boljš. Pa pomembna stvar je na koncu to. To je tisto, kar si ti rekel, 1 uro pa imaš, ali pa 3 ure pa imaš, pa jih res imaš. Sam stvar je v tem, ker na tisti prioritetni lestvici imaš ti sebe postavljenega klele dol nekam. Odlično. Ali pa stvari, ki jih pač počneš, ali pa veš, da so dobre zate. To si mi dobro dal, zdaj mislite, ogromno ljudi bi mogli ta prioritetni list samo obrati. Ja, čas je. No, zato sem hotel to mečken izpostaviti. Bom se pa tudi sam trudil, da grem malo večkrat, Lotus pozicija, pa tudi če ni. Mogoče si jo pa skupaj dala v pomnik na mail, pa bo vsak teden zazvonile 2-krat, 3-krat na teden. To je tudi dobro. To tudi se mi zdi, da učinkuje, da najdeš enega kompanjerosa, enega zaveznika v neki nalogi ali pa v nekem projektu in pol drugega malo čekirata. A veš, a si, a nisi. Jaz pa sem, čak, pa moram pa jaz. To je moje isto, kot pri fitnessu, veš, so te individualne vadbe ali pa skupinske. Skupinske vadbe so res uspešne, ker imaš uro točno, ti ne moreš zamujati, ti ne moreš zamuditi. Zmerk nekomu gledaš, hočeš, nočeš, taki smo ljudje. Pa ta tekmovalnost mogoče, veš, se ta tekmovalnost v bistvu zdrava tekmovalnost. To vidiš posod in pri filmih, recimo, ker ljudje, pač igravci tekmujejo med sabo za vloge, pač so vedno boljši, mora biti, filmi, veš, dolg nisem gledal nobenega filma, lani švoh, ampak a si zdaj kakšnega pogledaš? Pogledam, zelo malo, ker sem se glih selil, pač novo stanovanje, tako da je pa pač seveda v planu. Ker tle dol imam enega soseda, se mogoče ga celo ti poznaš, ne vem, nisem ziher, Blaža Slaparja, to je umetnik, slikar.
ima svojo slikarsko šolo pa vse in on usporedno za hobi ima on dela recenzije, a ne Blaž, mislim, da delaš recenzije. Vsak film v glavnem oceniš, a je zakaj ali ni, zakaj je, oziroma zakaj ni in tako naprej. In teh filmov se ti pogledal čuda, če ne kar vse. Imaš še en seznam sicer za pogled, ampak imaš vse pod kontrolo. Tako da, glede na to, da Tomaž ne gleda toliko filmov, bom prišel k tebi po priporočila. Tomaž, tebe bom pa vprašal, če si gledal, no? Ja. Kaj si gledal, ali pa če bi kakšnega izpostavil? V bistvu jaz gledam ogromno teh. Zdaj, če hočeš posneti svoj film, verjetno moraš tudi kakšnega pogledati. To je res, isto je za knjige, če hočeš dobro knjigo napisati, moraš prebrati. Ne? Ampak ne, filme v bistvu brz gledam take življenjske dostkrat, ne? Kakšne dokumentarce tudi. Ali pa, ne, nazadnje sem gledal v bistvu mogoče tega Founder, ki je z McDonald'sa, kako je ustanovil McDonald's. To je res zanimiva zgodba. To sem pa gledal, ja. Res zanimiva zgodba. Jaz isto, biografski film. Čez kontra, kakor sem mislil, da je, no. Ampak ti da malo misliti, no. Se pravi, biografski filmi. Ja, biografski. To mene kar pripriča, Če že, da ima nek temelj tak. Saj približno resničen. Nekaj, da ti da misliti, veš, da pol na koncu, ko pogledaš film, si rečeš, wow, res dober, no. Ti ostane v spominu, ne. To je pa klasiko, to pač pogledaš se tudi komedije, grozljivke, karkola, ne. Ampak to je bolj za zabavo. Pa tudi komedij ni zdaj neki. Zelo malo kakovostnih, no. Balune se mi zdi, hitro so narejene, pa za... Na prvo žogo. Na prvo žogo, to je to. No, v glavnem, a pa bi šel tudi komedijo snemati? Tudi, priznam, da bi. Bi. Čeprav imam bolj željo posneti kakšen tak film, ki bo ljudem res dal misliti, no? Da pač na koncu filma je en tak dobro sporočilo, no. Cool. Recimo od Will Smitha je bil en zelo dober film V iskanju sreče. Kdo je to, Will Smith? Ja, sem res, da je to. Tega ti pokažem. Unke enega klopna na odru. Ki zdaj sam še potem znam. Ne, pa imel je en dober film V iskanju sreče, no. Res dober film. Tega res priporočam. Blaž, to če už tega priporočam. Sem mogel že jesti. Sem malo starejši, prej. Ampak taki filmi so res, no, ti res dajo misliti. Knjiga? Kaj si nazadnje prebral? Od Mojce Rudolf sem prebral tole trilogijo, ki ima o Irski. Zelo zanimiva, priporočam. Mislim, da so tri knjige, samo zdaj se nam vseh treh spomnil na pamet, tako da, sorry. Mojca? Mislim, da zadnja je Žalost, ki jo ni. In te knjige res priporočam, no. Mislim, da se mi zdi, da so v bistvu v rangu tujih kriminalk. So take bolj res na hard kriminalke, pač dejstva pojejo, no, kaj se je dogajalo na Irski. Govori o teh samostanjih, pa v nunah pa to, ne. Ampak res knjiga ena. Super, hvala za priporočilo. Ni za kaj, ne bom ti jo posodil, ker avtorico osebno poznam, pa je rada videti, da se sposodijo ljudje v knjižici. Bom pa tele vzel. Dec, lepo, da si preletel. Z veseljem. Še kdaj? Kadarkoli. Preden prideš še dve novi knjigi. Pa preden ti napišeš svojo. Absolutno. Tole moramo pohitriti malo tole frekvenco teh obiskov. Še preden se konča. Hvala za tvojo sproščenost, pa zato, ker si. Res si model. Enako. Ajde. Čau.